Najprej najlepša hvala za vašo razumevanje, za potrpežljivost in predvsem za podporo Društvu za srečno življenje Belis z vašim časom, z vašo ljubeznijo in resnično hvala. Danes je moja tema spoštovanje naravnih zakonov in matematične logike. Če sem zelo iskrena, je to tema, ki je tudi meni odprla danes nova vrata razumevanja. Ker tega spoštovanja do narave, do življenja je vse premalo čutiti med nami in po vsem svetu. Naše misli, naše dejanja so usmerjena stran od narave, od naravnih zakonov, stran od lepih stvari, od življenja. Zakaj? Ker nas vsakodnevni problemi in stresi, ki nam jih povzročajo ali mediji, ali politiki s svojimi odloki in nespoštovanjem življenja, pač nas ranijo, nas na en način onesposobijo, da bi uživali tisto lepoto življenja v naravi in drug z drugim. Ker po naravi smo vsi čudovita bitja, bitja, ki se želimo biti srečni, zdravi in v miru drug z drugim. To je naša narava. Naša narava je ljubezen, vendar zaradi okoliščin, zaradi sistema je včasih to zelo težko doživljati, čutiti in zato je tudi naše spoštovanje do narave okrnjeno. Čeprav si narava zasluži največje spoštovanje. Bila je ustvarjena pred nami, za nas Božje otroke, da bi se na tej zemlji počutili odlično, da bi bili zdravi, ker naša narava je zdravje, lepota, mir, razumevanje, sočutje, sodelovanje, veselje. In to je naša narava. In kadar prekršimo svoje naravne zakone, ker smo mi del narave, dobesedno smo ustvarjeni iz narave in dan nam je duh življenja, zato je tako pomembno, da najprej spoštujemo svoje življenje, ki nam je dano v dar, življenje naših bližnjih, in če ne spoštujemo sebe, niti ne bližnjega, kako bomo spoštovali naravo, to zemljo, po kateri hodimo, iz katere dobivamo veliko dobrega, veliko lepega, zdravega. Če seveda to želimo oziroma imamo željo živeti po naravnih zakonih. Kaj pomeni naravni zakon? To je vprašanje. Danes me je tukaj ena naša članica nekako omenila, da jo zelo zanima, če bo kaj novega slišala v tem predavanju. Ne vem, a bo ona slišala kaj novega. Lahko pa rečem, da mi vsi skupaj lahko vsak dan doživljamo še več novega, še več spoznanja, še več te ljubezni, ki nam jo ponuja narava, zemlja, otroci in srečna bitja, ki so že na tej zemlji v vedno večjem številu. Ni vse tako črno, kot se nam včasih zdi. Ni vse tako črno, kot nam prikazuje televizija ali časopisi ali debate ali razni sestanki, protesti. Ni vse tako črno. Res ne. Odvisno je od nas, kje imamo mi fokus. Ali smo mi
tisti, ki spoštujemo življenje. Spoštujemo življenje v smislu, da poznamo te naravne zakone, ki so del nas. Vsaka naša celica vibrira naravni zakon. Vibrira. In če jo spoštujemo, nam odgovarja zdravjem. Odgovarja nam z modrostjo, ker v njej zapisan ta naravni zakon, ki je življenje, ki je lepota, ki je zdravje, ki je vse tisto, po čemer vsa bitja hrepenimo. Vendar je res od nas odvisno, ki imamo svoje srce, svoje misli, svoja dejanja. Ali mi spoštujemo zemljo, po kateri hodimo? Spoštujemo drug drugega? Spoštujemo in ljubimo vodo, ki jo pijemo, v kateri se lahko kopamo? Ali spoštujemo ta zrak, ki ga dihamo? Od nas je odvisno, koliko ljubezni imamo do življenja. Ali smo povezani z življenjem? Ali radi živimo? Ali širimo skozi svoje dejanja, skozi svoje besede ljubezen do življenja? Ali smo sodniki, tožniki, bolniki, ljudje, ki ločujejo, protestanti, uporniki, lažnivci, kradljivci, manipulanti, diplomati? To je zdaj od nas odvisno. Kdo smo mi? In kaj smo mi? Ko nekdo prižge luč v sobi, se marsikaj vidi, če je soba nepospravljena. In taki ljudje ne marajo luči. Rajši ugasnejo luč, da ne bi videli svoje lastne zmede in nereda. Vendar ljudje, ki želimo luč, ki želimo videti nered in ga tudi urediti, smo blagoslov sebi in bližnjim. Zato je tako zelo pomembno naša lastna usmerjenost, da spoštujemo in živimo naravne zakone, ki so zapisani v vsaki naši celici. Ko smo se rodili popolni, zdravi, z željo po življenju. In če to življenje spoštujemo, če ga negujemo, čuvamo, potem življenje ostane življenje. In je nasmeh na otrocih. In je radost v hiši. Ko pa nekdo to radost namenoma, diplomatsko, ali z zlimi nameni, zaradi kapitala ali zaradi kakršnihkoli drugih razlogov, ljubosumnosti, zavisti, uničuje, potem se dogajajo tragedije, žalosti, bolezni, vojne, smrti. In kje je rešitev za ta naš ljubi planet? Kdaj bomo lahko rekli, ni vojen, ni nasilja, ni jemanja človeških pravic? Kdaj bomo lahko to rekli? Kdaj? Kje je rešitev? Eno sonce sije za cel planet Zemlja in ga razsvetljuje. Dovolj je en človek, ki bo živel resnico na tej zemlji 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 100%. In vse se bo spremenilo. Dovolj je en človek. Ta človek je že živel na zemlji, pa smo ga na en način zavrnili, ranili, ubili.
Zakaj? Zaradi človeške narave, ne zaradi naravnih zakonov, zaradi človeške padle narave. In tisti, ki smo se odločili, da bomo živeli naravni zakon, ne glede na ovire, ne glede na situacije in družbene trenutne zakone, smo lučke, ki svetimo, ki prebujamo, ki vztrajamo, ker verujemo, da je luč in naravni zakon tisti, ki zmaguje na tej zemlji. Verujemo to. In zato zmagujemo. Cel svet se prebuja. Nekaj posameznikov je tako močnih v tem trenutku z svojim življenjem in svojim govorom in svojimi govori in dejanji, da se rušijo temine, da se rušijo tisti vplivi negativni, ker ne more in ne bo zmagala tema tokrat. Ne sovraštvo, ne smrt, ne bolezen, ne bo. Preveč nas je, ki smo že luč. Preveč nas je že, ki delamo, ne glede na okoliščine. Tisto, kar je v nas, kar je naravni zakon. Ko smo se rodili z ljubeznijo za ljubezen, da jo širimo, živimo. In kdorkoli nam to jemlje, to pravico, do življenja, do radosti, je sam najbolj kaznovan. On najbolj trpi. On je najbolj nebogljeno bitje na tem svetu in jaz imam sočutje do teh ljudi, v tistem smislu, da se mi smilijo, ker moraš biti zelo hudoben, da delaš hudobna dela. Moraš biti zelo temačen, da delaš temačne dela. In moraš kršiti vse naravne zakone, da to širiš po tej zemlji. In te ljudje se mi smilijo. Za te ljudi molim, jih blagoslavljam. In vem, da je moja luč močnejša kot njihova tema. Močnejša kot njihovo neznanje. Močnejša kot njihova hudobija. In to mi daje tisto ljubezen in tisto moč vztrajanja že 35 let. In vem, da to mene najbolj usrečuje. Res veliko odpuščam, veliko blagoslavljam, vendar vem, in to dokazujem s svojim življenjem in dejanji, da živim pravo pot, da želim in živim naravne zakone, ki so v meni, ki so del mene in jih širim s svojimi dejanji, s svojimi besedami, s svojo ljubeznijo. In neizmerno sem hvaležna vsem vam, članom Društva Belis za srečno življenje, ki vztrajate, da je sreča naša pravica, tudi naša dolžnost, naša odgovornost. Hvaležna sem vsakemu posamezniku, ne glede na to, a je res član Društva Belis ali ne, da se prizadeva, da živi po naravnih zakonih, da ljubi življenje in da odpušča tistim, ki ga ranujejo, ki ga sodijo, ki na kakršenkoli način želijo, da bi rekli ne življenju in da sodbi in trpljenju in smrti. Hvala vam, dragi člani Društva za srečno življenje Belis. Hvala Mihajlu, ki res z velikim občutkom in z veliko ljubeznijo se trudi, da vso to temino, ki je okrog nas, razsvetljuje s svojim delom. Neizmerno sem mu hvaležna za to, kar sedaj pripravlja. To je spoštljivost
doživljenje, to, kar on dela. Dela zase in za vse nas, za svoje vnuke, seveda tudi za svoje otroke, za svoje sorodnike, ampak tudi za vas in za vse nas, ki želimo živeti, spoštovati naravne zakone in sporedno tudi matematično logiko, ker v naravi je matematika odlična. Tam ni nereda in tudi v nas ni nereda. In če smo odprti za ljubezen do življenja, če smo odprti za to, da širimo ljubezen in resnico, potem naravni zakon v nas živi, nas oživlja, osrečuje, povezuje in želim si, da bi popolnoma vsi vztrajali, živeli ta naravni zakon, ki je v nas, da bo tudi okrog nas. Najlepša hvala za vašo pozornost in želim vam, da vztrajate, 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 ne glede na trenutno situacijo v vašem življenju, ker luč je močnejša, kakor te situacije. Hvala lepa za vašo pozornost.